kratkih pogovorih na odru gostimo drugega delodajalca danes. Z nami je Boris Vukovič iz družbe Lek, ki je pomemben del globalnega farmacevtskega podjetja Sandoz. Sicer pa nam je Lek poznan tudi kot najstarejša farmacevtska družba v Sloveniji, saj že 77 let razvija in proizvaja kakovostne farmacevtske izdelke, s pomočjo katerih, kot so zapisali na svoji spletni strani, se omogoča zdravje vsakomur, ki ga potrebuje. Gospod Vukovič, kot sami pravite, živi družba Lek najvišje etične standarde, temelja vaše družbene odgovornosti pa sta dostopno zdravljenje za bolnike po vsem svetu in odgovorno poslovanje. Kakšna pa je vaša strategija zaposlovanja, kako bi vi opisali idealnega kandidata za zaposlitev v vašem podjetju in zanima me, koliko je sploh zaposlenih v podjetju Lek? Lep pozdrav še z moje strani. Če se dotaknemo same strategije zaposlovanja, vedno je nekako želja pridobiti v bistvu najbolj talentirane kandidate iz v bistvu vseh sfer, ali je to zaposlitve trga, ali je to fakultet, raznih inštitutov in tako naprej. Tako da je res želja, da ostajamo nekako prva izbira za vse kandidate, ki si želijo nekako razvijati, delati na področju farmacije. To ne pomeni, da iščemo samo farmacevte, imamo ogromno različnih delovnih mest in posledično iščemo na različnih področjih. Zdaj, če se dotaknem idealnega kandidata, nekako najbolj pomembne so osebnostne lastnosti, mora živeti neke naše vrednote, visok etični standard, želja po nekem spoznavanju novih stvari, želja po temu, da da nek delček svojega znanja, da razmišlja široko, da se ne osredotoča samo na tisti del, ki ga opravlja, ampak da na široko pogleda, doda svojo, da rečem, nek doprinos podjetju, tudi mogoče na kakšnih različnih stvareh, na različnih dogodkih in tako naprej. Skratka, te mehke veščine so zelo pomembne, ne? To delodajalci zelo poudarjate. Ja, dejstvo je, da pač mehke veščine so tiste, ki človeka naredijo, vse ostale stvari se da naučiti, seveda je kdaj potrebno za določena delovna mesta neko specifično znanje, ki ga moraš pridobiti tako ali drugače čez faks ali pa karkoli drugega, ampak res je pa te naše vrednote so nam zelo pomembne, vemo, da delamo v farmaciji, vemo, da sama proizvodnja je zelo specifična, regulatorno zelo omejena in moramo imeti ljudi, ki se držijo nekih navodil, ki sledijo tem zadevam, da se zavedajo, da pač to, kar naredimo, gre dejansko pacientom direkt, lahko rečem, direkt v žilo ali pa pač na nek drug način. Točno tako. Koliko pa je zaposlenih v družbi Lek? Konec leta je bilo, mislim, da malo več kot 3200 zaposlenih. V lanskem letu smo jih zaposlili cirka, mislim, da je bilo 730, malo več kot 730 ljudi. Pa tudi, če zdaj pogledamo nove investicije, ki jih bomo imeli, pričakujemo v naslednjih parih letih 500 novih zaposlitev. Zaposlujete predvsem mlade ali so to različne kategorije ljudi? Čist različno, spet je odvisno od nekih delovnih mest. Imamo velik poudarek na mladih tudi, zelo veliko delamo z raznimi fakultetami, inštitucijami in res probamo pridobiti tudi seveda mlade kadre, da jih razvijamo na nek način dela tako, kot naše podjetje razmišlja in tako naprej. Seveda pa to ne pomeni, da zaposlujemo samo mlade. Naše podjetje je ogromno in tudi starejši, ki imajo že za sabo določeno število let izkušenj, so lahko velik doprinos tudi z vidika, mogoče malo drugačnega kdaj razmišljanja, pogleda, tako da v bistvu širok nabor kadra. Ali mogoče omogočate poleg rednih zaposlitev tudi kakšne druge oblike dela, verjetno kakšne prakse, študentsko delo? Tako, ja. Imamo prakse, imamo študentsko delo, zdaj prakse se odvijajo seveda odvisno od tega, kaj imamo. Zdaj trenutno tudi poteka mednarodna praksa za farmacevtsko industrijo, tako da se lahko prijavijo študenti, dijaki, tako da ogromno je pa seveda odvisno obdobje, kdaj
kdaj se to ponuja, treba je spremljati seveda našo spletno stran, treba je spremljati nas na LinkedInu, kjer res objavljamo redno vse dogodke, vse stvari, ki se dogajajo. Tako da ja, je to eden od nasvetov, no, da lahko sledite vsem tem, mislim, da kandidati lahko sledijo vsem tem stvarem, ki se dogajajo. Poleg spletnih strani je tudi LinkedIn postaja čedalje močnejše komunikacijsko sredstvo, ne? Ja, ne samo LinkedIn, tudi ostali. Facebook, ostala družabna omrežja verjetno. Ja, tako je, se tudi mi prilagajamo temu, a ne, čeprav smo stari 77 let, pa sledimo nekim tem trendom, tako da tudi probamo objavljati na Instagramu, na Facebooku, seveda je pa LinkedIn mogoče z vidika zaposlovanja in tega še zmer najmočnejše orodje in mogoče tudi na Instagramu je malo drugačna vsebina, so malo drugačne zadeve, lahko ljudje vidijo v bistvu na kakšen način, kaj se dogaja pri nas, spoznajo mogoče določene ljudi prek Instagrama. LinkedIn je pa res kredibilno orodje, bi lahko rekli. profesionalno tudi, Tako, ja. tako, ja. Kolikor vem, tudi različne dogodke organizirate, namenjene najširši javnosti, ne samo mladi, mogoče lahko še kakšno besedo o tem. Ja, res je. V lanskem letu mislim, da smo imeli malo več kot 80 nekih različnih dogodkov. Wow, super. Ja, seveda določeni so kot taki sejmi, določeni so mogoče res malo bolj namenjeni mladim, v smislu, da sodelovanju s fakultetami in tako. Imamo zdaj dogodek Science Beat, ki je v bistvu eden, bom rekel, boljših pa mednarodno priznanih dogodkov, kjer se res kandidati spoznajo z vrhunskimi govorci, pa ni v bistvu v smislu samo neko predavanje, ampak dejansko aktivna udeležba v nekih dogajanjih v smislu socialnih veščin, mreženje, tako res lahko dobijo vpogled, kaj se dogaja v farmacevtski industriji, pa tudi povezavi z samim poslovanjem overall podjetja, ne samo govorci poslušamo in to je to, ampak res vidijo, kaj se dogaja, pogovarjajo, delajo na raznih nalogah in tako. Mogoče še za konec, predvidevam, da so možnosti za napredovanje kakorkoli v Leku velike, ste velika družba, veliko zaposlujete, Ja. veliko različnih aktivnosti se dogaja, tako da predvidevam, da je tudi na tem področju pestro. Mislim, definitivno. Osebno bi rekel, da je mogoče to še najboljša ali pa največja prednost, mislim, poleg vseh ostalih ugodnosti, ki jih lahko zaposleni pri nas imajo. Sam razvoj posameznika res na takem nivoju, glede na to, da nas je 3200, glede na to, da imamo vse različna področja, ne razmišljati samo o farmaciji, tle je strojništvo, tle je režija, mislim, praktično vse, kar se najde na trgu dela in razvoj posameznika je res omogočen vsakmu, ki si ga želi. Vodje delajo z samimi zaposlenimi, smo tudi prejeli certifikat za top za izobraževanje glede podjetju, ki govori o tem, da v bistvu nadpovprečno vlagamo v izobraževanje. Ljudje, ki so pri nas po 10, 15, 20 let so zamenjali že toliko in toliko nekih različnih pozicij, seveda, če imajo neko željo, ne. Pa ni nujno, da je ta razvoj vedno po neki lestvici navzgor, lahko je razvoj v širino, da spoznaš različna delovna mesta, od kakovosti, ne vem, proizvodnje do raznih drugih zadev. Lahko bi rekli za zaključek, ste dober delodajalec, ki mu je mar za zaposlene in na take delodajalce stavimo tudi v prihodnje, še posebej sedaj, ko vemo, kako zelo manjka kadra in da se morajo tudi delodajalci potruditi za vsakega zaposlenega. Res je, tudi mi se moramo potruditi. Tako. Tako da, ja, delamo na temu, imamo različne tudi, bom rekel, znotraj podjetja, ne vem, take dogodke, programe, kot so Energize for Life, da skrbimo za socialno, duševno, telesno, bom rekel, dobro počutje zaposlenih, organiziramo program Young Advisory Boarda, ki so v bistvu mladi nadobudni zaposleni lahko sodelujejo z odborom, upravo in delajo na reševanju različnih težav. Tako da je veliko enih stvari, na katerih delamo, da probamo pritegniti zaposlene, v bistvu kandidate, novo zaposlene, kakorkoli, da se pa družijo, pa da razmišljajo o nas. No? Super, super. Hvala lepa za ta pogovor. Skratka,
Možnosti in priložnosti v Leku so, tako da vsi skupaj toplo vabljeni, če vas zanima še kaj več, dodatne informacije na vseh socialnih omrežjih, na spletni strani in tako dalje. Hvala vam. Hvala vam.